opustitev kajenja, hujšanja, več gibanja, zdrava prehrana, menjava službe. To je le nekaj najpogostejših želja oziroma zaobljub, ki jih ljudje sprejmejo v začetku novega leta. A le malo res uresničijo. Po nekaterih analizah naj bi svoje cilje uresničilo zgolj 8% ljudi. Bilo je narejenih več raziskav, kjer so spremljali, koliko časa ljudje vztrajajo pri ciljih oziroma koliko njih vztraja pri ciljih. In te številke so res zelo majhne. Zelo malo ljudi še po letu, dveh se drži nekih svojih novoletnih zaobljub. Glavna težava je v tem, da si že v osnovi ne postavijo cilje na ustrezen način. Ti cilji so preveč pretežki, previsoki, preveč zahtevni in je tukaj en prvi namig, da zrahljamo te svoje cilje, ker je potem večja verjetnost, da jih bomo uresničili. Kar 80% ljudi naj bi svoje odločitve opustilo že do konca januarja. Miselnost, da bo od jutri vse drugače, ni najboljša. Na to, da se pregrešimo, velikokrat vplivajo tudi stresne situacije. Ob napetostih in tesnobi, ki jih doživljamo tekom let, začrtani rutini težje sledimo. To, da kljub skušnjavam vztrajamo, loči uspešne od neuspešnih. Predvsem pa morajo biti cilji enostavni. Dober cilj je ta, ki je oblikovan po metodi SMART. Se pravi, zelo pomembno je, da je cilj specifičen, da je merljiv, da je časovno opredeljen, da ima noter tudi neke številke. Recimo, največ ljudi si postavlja cilje v povezavi z zdravjem. Bom manj jedel, bom več telovadil, ne bom kadil. Ampak to so slabo postavljeni cilji. V primeru telovadbe, se pravi, želim se več gibati, to ni dober cilj. Dober cilj je, v naslednjem mesecu, v naslednjih 2 mesecih bom odšel v telovadnico 2-krat na teden za 20 minut ob torkih in četrtkih. To je dober cilj in takega cilja se bomo lažje in bolj trdno držali. Na ljubljanskih ulicah smo mimoidoče povprašali, kaj si želijo v letu 2026. Njihove želje so večinoma preproste in zelo podobne. Zdravje, zadovoljstvo in malo več časa zase. To so stvari, ki so ljudem pomembne. Da bi se uredila situacija v Sloveniji, da bi bil red, da bi bil mir v svetu. That's all. Pa zdravje seveda. Ker smo skozi dali, smo rekli, včasih smo že dali, ne. Kakšna pričakovanja velika nimamo, samo da je zdravje in to do naslednje celo leto. Vse je zdravje, ker ravno kar prihajam iz medicinskega centra, dakle imam neke težave in da bi to odpravil in to so moje želje. In da bi še naprej lahko športov, tako kot do zdaj. Pri previsokih pričakovanjih hitro lahko pride tudi do občutka krivde. Stres je največji ubijalec vseh ciljev. Pomembna pa je tudi podpora najbližjih in prijateljev, ki nam v težkih trenutkih lahko pomagajo ali celo sodelujejo z nami. No, če primerjamo cilje z lestvijo, tudi na lestvijo ne skočimo kar na najvišjo prečko, ampak začnemo počasi spodaj eno po eno. Tako je tudi pri cilju, da ga lahko večamo, jačamo, izboljšujemo, ampak začnimo s počasnimi koraki. Velike spremembe se pogosto ne zgodijo čez noč, a že zaradi majhnih sprememb je leto lahko boljše, če se jih trudimo ohraniti tudi po januarju. Novo leto je zares lahko prelomnica in nov začetek, a brez naše vztrajnosti in podpore bodo vse želje in obljube hitro zbledele.